gospa Anja Jovanovič-Kunstelj, spoštovani predstojnik službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, magister Andrej Prlja, spoštovani vodja fizioterapevtov, gospa Polona Vidmar-Beravs, spoštovani sodelavci, spoštovani upokojeni sodelavci fizioterapije, spoštovani gosti, donatorji, sodelavci. Lepo pozdravljeni v Splošni bolnišnici Jesenice in še posebej toplo pozdravljamo gospo Frančiško Golob, našo prvo zaposleno fizioterapevtko, ki se je pri nas zaposlila 15. julija 1954. Skupaj z predstojnikom sta simbolično prerezala trak in tako predala prenovljene prostore svojemu namenu. V uvodu smo prisluhnili Lari Ar, ki obiskuje 4. razred glasbene šole Radovljica in nam je na flavti zaigrala Porka Letkova ura. Besedo predajam direktorici gospe Jovanovič-Kunstelj. Jaz vas vse lepo pozdravljam. Zares sem vesela, da se družimo lahko tudi v takem prijetnem dogodku. In sicer obnovili smo prostore službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Splošne bolnišnice Jesenice. Dejstvo je, da je naša hiša stara že več kot 70 let in da so obnove seveda ne samo smiselne, ampak tudi nujne, ampak to ni edini razlog, da se je le ta zgodil. Fizioterapija je nek standard, ki ga bolnikom na Gorenjskem nudimo že desetletja. Z razvojem stroke smo priključili še delovno terapijo in fizioterijo, tako da imamo zdaj že drugo leto službo za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Anja Jovanovič-Kunstelj, doktorica medicine, sicer specialistka kirurgije, sedaj pa predstojnica VD v Splošni bolnišnici na Jesenicah. Verjetno ste tudi vi vesela, da se je zgodil ta korak prenove fizioterapije. Seveda, zelo smo veseli vsi. Ne gre samo za posege v prostore, ki so nujni zaradi same dotrajanosti, predvsem to vidimo kot nekaj, kar gre v sklopu razvoja stroke. Moram povedati, da smo desetletja imeli prisotno samo fizioterapijo, ki smo ji postopoma priključili delovno terapijo, v zadnjih 2 letih pa celo fizioterijo, tako da imamo službo za fizikalno in rehabilitacijsko medicino skorajda polno. To je velika dobrobit za gorenjske paciente, storitve, ki jim jih zato nudimo, so pomembne, na višji ravni in tudi posodobljen prostor gre v korak s tem. Nahajamo se v prenovljeni fizioterapiji, ki jo je počasi našel nekako že zob časa in res je bil pravi čas, da so se odločili in jo prenovili. Sicer pa, kot je bilo v uvodu rečeno, vsi danes tu poudarjajo, da je potrebna nova gorenjska bolnišnica, ker je ta prostorsko premajhna. Posebno za fizioterapijo in pa tudi za vse druge ambulante. Kljub temu, da so jih ob letih razširili, da so delali urgentni center, vendar potrebna je kje, kako in na kateri lokaciji pa se bodo. Z mano pa je magister Andrej Prlja, ki zdaj skrbi za kaj tukaj? Za službo za fizikalno medicino in rehabilitacijo Splošne bolnišnice Jesenice. Pozdrav vsem gledalcem. Tako kot ste že rekli, bil je skrajni čas za prenovo prostorov ambulantne fizioterapije v naši bolnišnici, saj je kakšne večje prenove nismo doživeli že več kot pol stoletja. Vsak dan pa so ti prostori uporabljeni. Najbolj nevarna je bila seveda stara električna napeljava, pa tudi tla so bila bolj trampolin kot tla. Poudariti velja, da čeprav to pomeni velik napredek za nas v ugodju za bolnike, varnosti, pa je to le kozmetična popravka, kajti prostora manjka. Cela bolnišnica ima velik problem s prostorom, na teh prostorih in gabaritih ni možno več pričakovati kakšnega povečanja in v kratkem pričakujemo vsi mi kolaps. Tako da Gorenjska nujno rabi novo bolnišnico, drugače ne bo dobre oskrbe naših bolnikov na Gorenjski. Seveda pa se mi trudimo v teh pogojih, ki so, nuditi čim boljšo obravnavo, nekje so pa meje in tega se morajo zavedati tudi odgovorni. In kaj vse je bilo prenovljenega v teh fizioterapevtskih prostorih tukaj? Ja. Prenovljeni so bili ambulantni prostori fizioterapije, to se pravi
prostori, kjer prihajajo bolniki od zunaj po končanem zdravljenju ali pa tudi na napotnico od drugih zdravnikov in pa seveda prihajajo z oddelkov tisti bolniki, ki so mobilni. Največjo prenovo je doživel ta prostor, to je telovadnica, ki je bila praktično v razsulu, malo manj prostori, kjer je hidroterapija in potem elektroterapije. Ampak poudarjam še enkrat, velikost prostorov se s tem ni povečala in kakorkoli je to velik napredek, predstavlja še vedno veliko gnečo oziroma pacienti so v veliki gneči, kadar so obravnavani. Recimo v tem prostoru vidite, da grejo vsaj 3-4 vrste terapij sproti, zato da sploh lahko to izvedemo, kar bi po nekih standardih seveda ne smelo biti. In kakšna je kvadratura te fizioterapije? Kvadratura je premajhna za kakršnekoli naše standardne današnje. Bolnica je bila postavljena pred skoraj 100 leti, dobrih 70 let smo praznovali, tako da noben standard ne zdrži sedaj, in tudi obseg in intenziteta fizioterapije oziroma vse terapije se je bistveno izboljšala. Prva fizioterapevtka? Ja, bila sem res prva fizioterapevtka. Takrat je bila bolnica stara 5 let, ko sem prišla. No in kaj smo imeli? Sem bila jaz fizioterapevtka, imeli smo pa tudi eno maserko, eno Jožico iz Javornika, ki je slabo videla, ampak masirala je po oddelku. Jaz sem pa imela takrat samo en prostor, kjer sem delala fizikalno terapijo. V tistem prostoru smo imeli UKV obsevanje, potem višinsko sonce in potem smo imeli tudi lumbex, to. No in so prihajali pacienti, kar je bilo treba, sem šla po oddelkih, po vseh oddelkih, po interni kirurgiji, otroškem oddelku, kar pa je bilo ambulante, so pa tudi prišli. Ja, ta delavnica fizioterapije, ta prva je bila zraven operacijske sobe. No, ne vem, po gotovih letih so pa začeli tole rehabilitacijsko center. Tam smo pa imeli 2 sobi za pacijente, tako da je bolnica pošiljala tiste, ki so rabili fizioterapijo. Dve sobi sta bili. V eni so bili moški, v eni ženske. Pa še taka kuhinca je bila zraven. Nadsprot smo pa imeli fizikalna terapija. In sicer v eni sobi razgibavanje ekstremitet, potem smo imeli UKV tudi tam, potem pa faradizacijo. Naprej je bila pa še ena soba, kjer smo imeli perel, to je bil isto kot lumbeksa, raztegovanje hrbtenice je bilo v ležečem položaju, hrbtenice in vratu. Še naprej je bila ena soba, kjer je bila hidroterapija. Tam smo imeli eno veliko bano, kamor smo natočili vodo, taka voda topla je bila, da je pacient prenesel. Pacient prišel, se je moral najprej stuširati, potem je šel v vodo in smo imeli zraven aparat, poseben aparat in sem izvajala hidromasažo. To je bil curkom vode, sem masirala noge, hrbet, kar je bilo pač potrebno. To. Potem smo imeli še 2 korita za noge.
Tam smo delali izmenične kopeli za noge, verjetno zaradi krčnih žil, ne da. Tako da smo v enem koritu smo imeli mrzlo vodo, čez mrzlo, v drugem pa toplo. In je pacient držal nogo meni se zdi, da je bilo 1 minuto v mrzli, pa 3 v topli. Tako nekako je bilo, ne vem čisto točno, se pa ne spomnim. Polona Vidmar-Beravs, vi ste vodja fizioterapevtov in pa delovnih terapevtov v Splošni bolnišnici na Jesenicah. Nahajava se v ambulantnem prostoru, ker je bil nekdaj tudi bazen, vendar ta bazen je danes čisto drugačen, prenovljen. Ja, to je nova Habardova banja, kjer se izvaja ta hidroterapija, kjer za pacijente s težavami, z bolečinami v hrbtenici izvajamo hidroterapijo. Koliko časa je potrebna hidroterapija, da se rezultati lahko pokažejo? Odvisno od bolečine, od stanja pacijenta. Pa tudi od starosti verjetno? Tudi od starosti, odvisno je. Običajno se izvaja ambulantno tam 8 do 10 terapij. Koliko fizioterapevtov in delovnih terapevtov dela sedaj na fizioterapiji? V ambulantnem delu fizioterapije smo zaposlene 3 fizioterapevtke, v bolnišničnem delu so pa ostale je pa še 11 fizioterapevtk in pa 3 delovne terapevtke. No, izboljšali ste prostore tudi v tem primeru, ker zdaj na mestem, ki je bila včasih oziroma ki je telovadnica, se lahko uporablja več fizioterapij naenkrat. Prostori po kvadraturi ostajajo enaki, so pa prenovljeni so in osveženi so prostori, predvsem je prenova v smislu pač varnosti in kakovosti obravnav pacijentov, s tem mislimo obnovo elektroinštalacij in pa prenova tlakov, pa sami prostori so bolj svetli, bolj prijetni.